očepinec ali ta pritlični. Me ne razumete? Nič hudega. To so zanimiva imena za nizek fižol, takšna, kot so jih uporabljali nekoč. Sicer pa je nizek fižol zelo razširjena stročnica, ki jo pogosto najdemo na naših vrtovih. Ima eno odlično sposobnost, da iz zraka veže dušik in bogati zemljo. Sicer pa zraste do okoli 50 cm. Že po 2 mesecih od takrat, ko smo jo sejali, lahko pobiramo stroke ali pa zrnja. Fižolček za stročje že raste, danes bom pa posejala 2 stari, zelo rodni sorti nizkega fižola, zapisano zrnje, to sta češnjevec in zorin. Semena sem čez noč namočila v kamiličnem čaju, ki pospešuje kalitev in razkužuje. Naredila sem plitve jarke, semena se običajno polagajo 6 do 8 cm narazen, jaz pa jih raje polagam nekoliko bolj gosto, da bo pridelek obilen, če tudi bo prišel kakšen polž na obisk ali pa če kakšno seme ne bo vzklilo. Vrste se narazen okoli 40 cm. Ko so rastline fižole visoke okoli 30 cm, jih ogrebemo ali osipamo, tako bodo bolj stabilne. Stalna vlaga omogoča lep in enakomeren razvoj strokov, posebej pomembno je to v času tvorjenja popkov in cvetenja. Da si olajšam delo z zalivanjem, bom tla zastrla slamo. Od avgusta dalje je fižol češnjevec pripravljen za nabiranje. Dela se vedno lotimo z obema rokama. Z eno primemo rastline, z drugo pa trgamo stroke. Nabiramo lahko mehke stroke, v katerih je sveže zrnje. To zrnje imenujemo tudi fižoleti. Lahko pa nabiramo, trgamo posušene stroke, v katerih je suho zrnje. Sveže ali suho zrnje pa lahko uporabimo za svežo rabo ali pa pripravimo z njimi ozimnico.